Oj, malo drugače začetek videa danes. Midva se peljava zdaj tukaj proti Vrniku, proti letališču. Greva GoPro 10 sprobati, ki so nam dali na posodo na links na test. Greva v bistvu na go-karde furati. Ful dobro je bilo na go-kardu. Zdaj pa naprej. Lepa tamerska dolina. Ja, gor. Moramo iti. Andraž, pojva. Kaj pa vem, no? Midva sva na vrh letalnice. Evo, greva midva pred avto pa naprej. Zdaj hodba do Zelencev. To me ne bo videl. Lik to bo videl. Takole. Res hudo. Zdaj še naprej testirati. Ti greš v vodo. 2, 1. No, midva sva danes zaključila s testi. Hej, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. Tale video bo malo poseben, kjer sva na test dobila novo verzijo digitalne športne kamere GoPro Hero, in sicer GoPro Hero 10. Z njo sva se odpravila na aktiven dan po Gorenjskem, da sva jo res dodobra testirala. Napravo nama je poslala trgovina Links, ki jo lahko obiščete v dvorani 9 na Grški ulici 13 v PTC-ju. Čeprav je video sponzoriran, vas bova v njem še zmeraj opozorila, če nama kakšna stvar ni bila všeč na najnem celodnevnem testu. Tako da nič bat, bo vse pokazala in vse povedala. Lahko se bojite edin naju, če se ne boste naročili na tale najen kanal in naju spremlja na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku, vsega novega sledilca sva ful hvaležna. Okay, having fun. Thank you for being a friend. Ker so GoPro kamere namenjene temu, da jih odnesete v naravo in uporabljate med športnimi aktivnostmi, sva se tudi midva odločila, da bo naredila eno kratko ekskurzijo po najnih koncih po Gorenjski, da bi sprobala njene funkcije, tako da sta se usedla v avto in se odpravila dirkat z go-karti, pa na letalnico Planico in v Zelence. Ampak, če naredimo za začetek samo ene par opažanj o novi 10, moramo najprej priznati, da je bila 9 tista, ki je prinesla res velike spremembe v liniji Hero s sprednjim zaslonom, možnostno snemanja videov v 5K in boljšo baterijo, ki jim je načeloma lahko zdržala čez cel dan. Letošnja 10 je manjša posodobitev, ki gradi na tem, kar je naredil lansko-leten model, podoben v bistvu, kot je pri iPhone-ih letos, ki je 13 več ali manj bolj samo izboljšala tisto, kar je že začela 12. Razen napisa na ohišu naprave, ki je zdaj modre barve namesto sive in da ima namesto cifre 9, cifro 10, razlike med 9 in 10 praktično ne boste upodobili, kar je po svoje dober, ker pomeni, da boste dodatke za 9 kamot uporabljali tudi na 10, vključno z baterijo, ki je še zmeri 1720 mAh, velika litij-ionska baterija. Ta baterija je sicer čez dan nama povzročala kar malo preglavic, ker so jo načeloma ves čas mogla polniti s powerbanki, da sva lahko sploh posnela vse, kar sva hotela posneti, zlasti pri snemanju v višjih resolucijah, višjih FPS-ih in raznih timelapsih se to kar močno pozna, da se baterija hitrej oziroma kar ful hitro sprazne. Zato priporočava, da kupite še eno dodatno ali pa 2 bateriji za GoPro ali pa da imate res cel cajt s sabo enega ali pa 2 powerbanka, da ga lahko sprav polnite. Dobro, mislim, da je zaenkrat dosti govora o speksih. Raj dejva nadaljevati s tem, kaj vse sva midva danes počela. Ok, se strinjam. Dajmo zarolati začeten del vloga današnjega dne. Letališče se tam že vidi, upam, da se ga vidi. Ta cajt pa lahko hitro še pokažem. GoPro sva dobila v takile škatli in še en kratek unboxing. V temule dobiš v bistvu samo GoPro sva dobila, kabel in tole za čelado. To je pa tudi to, nisva dobila niti palce za gor imeti GoPro, tako da sva si je mogla to sposoditi od kolega, ki nam je dal takrat tudi GoPro 9 za testirati. Tako da hvala ti ful tudi za to, midva pa zdaj evo sva prišla do go-kart proge, tukaj na letališču in
greva go-karte sprobat. Jej! Vidva sva karte kupila, zdaj pa sam počakava nekaj časa in bova končno na vrstu pa da čim prej. A si kaj živčen? Mal, da se nam imate za Ja. In kako je bilo, Andraž? Ful dobro. A bi šel še enkrat? Kuj bi šel, če ne bi bilo treba video snimat, bi šel kuj. Ja, zdaj greva še malo naokol po Gorenjskem, ampak je bilo pa... Evo, Andraž gre po rezultate. Imamo rezultate, koliko hitro sva šla. Sej ne vem kaj sem bil, ampak dobro, sej ni važen. Glavno, da sva se zabavala, a ne? In tako da gremo naprej, a ne? Kakor ste videli, sva se najprej odpravila na Brnik in pri letališču vozila go-karte. Manjša velikost GoProja je za take stvari res priročna, ker pač je itak načeloma s tem namenom tako narejen in se ga zato lahko imel na svoji čeladi, da sva iz moje perspektive posnela vožnjo. Senca poleg tega, da je to res zabavna stvar, ki so jo že res hotela dolgo časa sprobala še stabilizacijo na GoProju. In na posnetki sva res navdušena, ker so glede na to, koliko sem se tresel, posnetki res stabilizirani. Že lani je bil HyperSmooth 3.0 res odličen, letošnja elektronska stabilizacija HyperSmooth 4.0 pa je res vse skupaj še dodatno izboljšala. Novi HyperSmooth vam tudi omogoča izravnavo obzorja z višino meje nagiba, ki gre do 45 stopinj, kar zelo prav pride zlasti pri snemanju adrenalinskih športov ali pa če namontirate kamor se na daljinsko voden majhen avto. To mejo nagiba so sicer malo kasneje testirali, ko so se že vračala domov, ampak če kronološko nadaljujejo zgodbo v najinem izletu, so se po vožnji z go-karti odpravila proti planici. Ful dobro je bilo na go-kardu, zdaj pa naprej, evo tam na zadnji letališče, zdaj pa naprej. Ja, zdaj sva šla še hmen po rezervno SD kartico, ker una, ko sem imela prej, je bila premalo, ne bi imela dosti za snemat, tako da zdaj se končno zares začne in greva končno zares proti zelencem in proti planici. Se parkirala čist pod velikanko v planici. Glejte, koliko so blizu. Glejte te lepe gore. Lepa Tamarska dolina. A vas testirala GoPro? Danes ga bova pa res. Tja gor. Moramo iti. Imava zdaj sicer neke probleme z baterijo, 34% še pa pač filava. Hvala. Zipline. Ampak ja, malo probleme z baterijo, no, tako da upam, da bo še nekako čim več ostalo, da bova sprobala, pa da bo nafilala. Tako da, Andraž, pojva. Dobar, da imaš meni. Kira bejba bi ti na tak zmenk peljala, kakor te jaz pilem tele na vrh. Dobar, nič ne bom rekel. Raj bi šel z bejbo sem, kakor pa s tabo, no. In začne se
veliko stopnic. Kaj sem dojel zdajle? Da tlele gor laufajo, da imajo tek po temule hribu. Fak so dobri. Evo, pogled na lepo Tamarsko dolino. Od tukaj pozimi pride vzgornik, zato da dobite rekorde iz te naprave. Vse tja dol. Ja, zdaj smo že na 190 metrih. Ne zgleda toliko, ko si delač stran, ne zgleda toliko, ampak ko pa dejansko moraš gor hoditi, se ti pa zdi, da nekaj je za prehoditi še eno dodatno. Oh, velika je, velika in lepa. A sva na pol? Sva na pol hriba, zdaj pa je treba še po vzletu prideti gor, veš, tako da sva zdaj na 130, malo manj 125 metrih, ampak kot vidite se sploh vrha ne vidi, ko sva tlele, samo strmina. Ampak se pa ful lep razgled vidno, meni je tale razgled mi je top, božanski, tako. Evo, še en. Ne greva tega sprobat, no. Kaj pa vem, no? Ne greva tega zdaj sprobat, greva pač sam gor, čeprav je bilo super za GoPro tole gor na čelado dati, pa da vidiš ta bil, to bi bilo idealno tam. Maybe 11-ka? Ja, maybe naslednji. Ok, zadnji par korakov do... Tak je dobro, a ne drugače, da to... Ja, evo, tudi recimo, če bi malo pospešil, pa skakal. Še zmer, pač ta Hyper Smoothie 4 letos še boljši po moje, tako da... Pa že dan spet. Bova pa videla, ko bo pogledala vse posnetke, ampak mislim, da že lanskih je bil super, tako da tole ga ne mede. Ne. In tole vidijo, ko skočijo dol. Kar scary, no. Dobri so. Glih preden se jim odpre. A, spet gre nov, na zipline. Evo, to je tisten video za snimanje v 5,3K. Gre za resolucijo, ki jo je letos GoPro uvedel na novi 10-ki. Baje, požre kar veliko praca, ker baterija gre hitro, tako da bomo testirali. Definitivno, če ste pristaš visokih resolucij, bo to kot talaž za vas. Ampak na YouTube itak ne vem, koliko se bo to videl, pač to bo po 1080 videu in se bo malo bolj kriz, bo malo bolj ostro bo, ampak ne bo pa take velike, ker itak take resolucije na YouTube sploh ne moreš nalagati načeloma. Ja, takole, ampak mislim, da je tele izreden dober plat za to, da to sprobava, ker je res lep razgled. Tole je kar naporno, veste, ampak stabilizacija pa izjemna. Evo, Andraž je zmatran, midva sva na vrh letalnice, tukaj se pripravljajo za zipline. Andraž bo pomrl. Ja. Da se midva odpravljava končno dol, pa se vidimo, ko prideva dol, ne? Malo se moraš še GoPro nafilati, ampak bo še dolga pot, veliko lažja, kot je bilo pa gor, no. Sva prišla dol iz planiške velikanke, malo manj sonce, tako da najbolj, da se čim prej odprava proti zelencama, ne? Pa greja midva pred avto, pa naprej na zelence. Ajde, planica. Čau. V planici sva se povzpela na vrh letalnice, pač zakaj ne, če sva vse to lahko posnela, ja, s tem novim GoPro-jem, valjda da sva, ker je bil res lep sončen dan, sva skozi posnetke v različnih resolucijah hotela pokazati prelepe razglede in pa tudi malo stabilizacije pri hoji po stopnicah, ki naj jo je res impresionirala. Pa še videla sva full folka na ziplineu,
ki so bili ali zelo prestrašeni, ali pa zelo pogumni. En je kar dol visel. Fakt. GoPro Hero 10 drugač lahko posnetke snima v 5,3K pri 60 fps, v 4K pri 120 fps in v 2,7K pri 240 fps, kar je opazna nagrada, sploh pri FPS-jih v primerjavi z 9-ko, Ja, čeprav ni nujno, da boste opazili sploh te razlike sami, ko boste predvajali ali pa snimali. Slow-mo pri 4K in 120 fps je res enkraten. Nisem pa čist prepričana, da je bila GoPro-jeva nadgradnja na 5,3K res nujna, sploh zato, ker bo urejanje tazga videa na večini kompov težje. To mi bo ful Ja, pa tudi nalaganje na YouTube zaradi počasnih internetnih povezav v večini držav. Ampak ok, še vsem so res hudi posnetki. Tukaj pa so testirala tudi kamero. Hero 10 ima še zmer senzor velikosti 23,6 megapikslov, ampak zaradi GP2 čipa ga 10 boljš izkoristi, tako da Definitivno. proizvaja fotke v 23 megapikslih namesto v 20 megapikslih, kolikor jih je 9K. Fotografije so v redu, sploh pri dobri svetlobi, po noč pa kvaliteta pade, ampak GoPro itak nikoli ni bil glih poznan po delanju dobrih fotk, ampak predvsem po delanju dobrih videov. In v tem pogledu so se letos res izprsili, kar lahko vidite skozi celoten video. Ko so to vse testirala, sva pa šla naprej do zelencev. Mi dva zdaj hodba do zelencev, upam, da bo čim prej prišla, pa da se bo kaj lepega dalo videti zdaj. No? To me ne bo videl. Lep to bo videl. Evo, zdaj so končno res na zelencih ali pa jezercih, za tiste, ki gledate, pa to veste, kaj pomeni. Takole. Res hudo. Hudo zgleda tole, no. Greva. Čim? Evo, midva sva zdaj se odpravljava iz zelencev že naprej proti Kranju nazaj. Greva zdaj še naprej testirati, kako je z vodo, pa tudi kada vrževa po tleh. Za zelence so se odločila, ker so pač blizu planice in sva isto upala na kakšne res hude posnetke in na koncu nisva bila razočarana. Ne. Sicer je bilo tam kar dosti veliko folka, ampak sva še zmeraj probala čim več posnet, kar se je le dal in nekako pokazati lepote tega naravnega rezervata. Pa tudi želela sva videti, kako se bo GoPro odrezal že v malo bolj zahtevni večerni svetlobi, ki je že malo pred večeru, res. Kvaliteta videov je bila čist sprejemljiva in v bistvu res super, tako da samo pogledajte si to prelepo barvo vode in pa razgled v okolici. Tukaj lahko omenimo še eno podobnost med GoPro Hero 10 in iPhone-i in sicer je to ta, da letos prednastavljene nastavitve za video favorizirajo naravno barvo namesto živahne barve ali pa GoPro barve na 9-ki, kar bo zelo všeč tistim, ki ne marate vpijočih barv, kar pa lahko z različnimi načini seveda tudi malo spreminjate. Ko sva tle vse zaključila, sva se odpravila proti domu in se vmes ustavila še v Mojstrani, da narediva par bolj zahtevnih testov. Tam sva se ustavila v eni rekci, da sva sprobala v kar tako zelo zahtevni svetlobi posnet nekaj testov. Tukaj se vidi, da v slabši svetlobi GoPro še zmeraj ni najboljši, ker bolj slabo procesira HDR oziroma dinamični razpon barv na videih, kar se načeloma res vidi na vseh teh videih testov. Videi so v večini primerov precej zrnati in tukaj ima nekako GoPro
še precej prostora za izboljšave, čeprav je proti GoPro 9 tudi izboljšava že opazno vidna. Oja. Evo, zdaj sva pa prišla, kam sva prišla? Do enega mosta, kaj Andraž? Ja, sam. Tukaj bo še par testov naredila, pa se pa odpraviva proti domu počasi. Tukaj sva zdaj prišla do nekje tukaj. Nevarno sam, okej. Se to kaj ruka? Ker si se prepovedam delati, ampak Ujoj, po moje se tle res, a se to sesul, stari. Na videu se tole ne vidi, po moje, koliko se tole ruka zares. Pa dava nazaj od pole, kada se ne bi nič zgodilo. To je ful hudo, sploh za kakšne ekstremne športnike, recimo. Mislim, da bi to zelo prav prišlo. Bova šla pa zdaj dol do vode, da bova testirala, kako je z GoProjem in z vodo. Ti greš v vodo. Ki po moje zga dosti matrov. Ja. za šalo, niti kapljice vode ni na objektivu. Zdaj še kaj povej lep za vse, povej lep za povej. Jaz sem impresioniran. Čist dober dela tač. Zdaj bova pa GoPro spustila, snimaš? Snimam. Bova spustila na malo bolj travnata, kamnita tla, ni lih kamen, ampak bomo sprobali, kaj se zgodi. Ok. Na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jo, a še snimaš? Še snima. Dober bo še. Sam mečkan od trave. To je pa tudi, to se mi zdi. No, midva sva danes zaključila s testi, zdaj se pa odpeljeva k Andražu domov, da posnameva, narediva skripto. Evo, gremo proti Ljubljani oziroma proti Tržiču. S temi testi ste se še enkrat lahko dodatno prepričali, da je stabilizacija na GoPro 10 res vrhunska. Ker glede na to, koliko se je most rukal, je bil posnetek odličen. Mene je bilo strah. Ja. Videli ste tudi, da je GoPro Hero 10 Black odporen pod padcem na malo bolj trdna tla in da se lahko z njim valjate, ne vem, po blatu, pesku, snegu. Z njim se lahko potopite tudi do globine 10 metrov, ful globje, kakor so ga mi testirali. Opozoriti morava, da ne probavajte odpirati usliševalnega mikrofona tukaj na spodnje, ker to niso vratce, čeprav lih tako izgledajo. Ja. Glede vodotesnosti pa GoPro trdi, da so letos njegovi odstranljivi objektivi zaradi posebnega protivodnega premaza še bolj odporni proti nabiranju kapljic in prahu, kar lahko tudi mi da potrdiva. Ja. Kot ste videli, so potunkala kamera v vodo in niso bila nežna in ni bilo nobene panike ne z zaslonom, ne z lečo in ne z mikrofonom. Po vseh teh testih so se končno lahko odpravila domov. Kakor ste videli, sva skozi vse vloge veliko uporabljala tudi sprednji LCD zaslon, ki se je pri 9 med snemanjem rad zatikal. Tokrat se nam je zdelo, da so to malo izboljšali, kakor so tudi sami zatrdili, da so. Imeli bi namreč večjo hitrost osveževanja sličic, zaradi česar se manj zatika pri snemanju. Pozna pa se tudi, da so izboljšali odzivnost pri zadnjemu zaslonu na dotik, ki je letos po najinem mnenju opazno bolj odziven, kakor je bil pri 9 in se že malo približuje izkušnji na sodobnih pametnih telefonih. Vse to lahko pripišemo najbolj nevidni lastnosti letošnjega GoProja, in sicer je to nov procesor GP2, GoProjev lastni procesor, ki je hitrejši od lanskoletnega, ki je bil v bistvu isti vse od GoPro Hero 6 iz leta 2017. A res? Ja. Really?
Letošnji procesor je res dokaz, da se je GoPro naučil iz lastnih izkušenj pri delanju procesorjev, ker 10 hitreje zajema fotke, sploh HDR fotke, ki jih je 9 res počasi procesirala. Zaradi tega je viden napredek tudi pri povezljivosti. Hero 10 videe in fotke naloži na telefon ali pa na oblak prek Wi-Fi-ja veliko hitreje kot 9. Ja, drži. Za hitrejše nalaganje vsebin pa lahko povežete 10 kar direkt na telefon. Funkcija, ki bo daleč najbolj všeč vsem, ki edite videe, pa je, da 10 lahko končno tudi povežete v komp in se vam tam pokaže kot zunanja naprava, da lahko direkt prenašate fajle, kar je res od Boga poslan dar in res predolg trajal, da so to pri GoPro-ju nagruntali. A ne, Davor, sploh tebi bo to prišlo prav zdaj, ko boš Je ful po mojem, ful. Ko mi čakam in res mi je po mojem od vsega še najbolj všeč ta funkcija. Mislim, da je čas za eno montažo. Kaj misliš, Davor? Okay. Drugače se pa GoPro 10, tako kot pri 9 na telefon lahko poveže z aplikacijo Quick, ki je še zmeraj pregledna in vas vodi za roko čez cel proces nastavitve. Poleg tega omogoča, da posodobite programsko opremo in tudi spremenite nastavitve na sami napravi. To posodabljanje pa nam je drugače na začetku malo nagajalo, da nisva mogla posneti začetnega dela najine poti, ampak še vseeno je bila ta aplikacija kar v dosti veliko pomoč tudi pri pregledu kakšnih posnetkov. Proti koncu bi rada opozorila tudi na težavo pregrevanja s to napravo, ki se pojavlja pri določenih enotah. Pri najini se na srečo ni, je pa dosti uporabnikov potožilo, da se jim naprava v manj kot pol ure pregreje in ugasne, ko snimajo videe pri kjerikoli resoluciji.
Upava, da bo GoPro odpravil to težavo z velikim updateom, ki bo baje 16. novembra, če je izvor res maybe samo v programski opremi. Omenjeni update bo tudi prinesel podporo za način Max Lens Mode, Super View per 5.3K, pa še ene par manjših posodobitev. GoPro s to napravo še zmeraj dominira v segmentu majhnih, prenosnih športnih digitalnih kamer in s to napravo res ne morete zgrešiti. Še zmeraj pa čakava, kakšen bo odgovor od DJI-ja z Osmo Action 2, če bo res letos prišla ven. Če imava kakšno željo za Hero 11, je to ta, da bi naslednje leto še povečali senzor in izboljšali performance ponoči. Pa pozabila sem omeniti, da želiva še izboljšanje baterije pri GoPro 11. Kakšna je torej končna sodba? A je Hero 10 vreden vašega keša? Okay. Če imate 9, ta pri Linksu stane 459,99 evrov in pol 10 sploh ne boste skoraj nucali, ker novosti nekako ne upravičujejo nakupa in razlike. Če pa imate GoPro-je, ki so starejši od 9, potem pa je 10 res vredna nakupa, že zaradi ekrana na sprednji strani in tudi ker je to najboljši Hero do zdaj. Pri Linksu ga dobite za 569,99 evra ali pa za 13,64 evra za obrok na mesec. Tako, mislim, da smo s tem zaključili današnji video. Še enkrat se zahvaljujem v Linksu za sodelovanje pri tem videu. Prav pa sali iti spet malo ven, pa narediti en tak malo bolj aktiven izgled, pa zraven tudi snimati s to napravo in v tej napravi, tako da upava, da se je to videli na videu. Če imate kakšno vprašanje za naju, nam ga prosim napišite dol v komentarjih. Mi dva se pa za danes poslavljava, pa upava, da se čim prej vidimo v naslednjem videu. Čau!